Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o karmičnem čiščenju. Ste mogoče slišali za karmo? No, to je indijski oziroma vedski izraz za zakon vzroka in posledice, ki ga lahko tudi poimenujemo z pregovorom: kar seješ, to tudi žanješ. Naša dejanja, torej v vsakem primeru dejansko ustvarjajo neke posledice, in karma naj bi delovala na tak način, da naj bi se mi, ljudje, oziroma kot duše, kot živa bitja, ki se inkarniramo potem v ta fizična telesa, da bi se naučili nekih zakonov življenja. In to učenje naj bi potekalo skozi razne lekcije, karmične lekcije, da skozi trpljenje, bolečine, skozi razne dogodke doživljamo izkušnje in se potem učimo in popravljamo, torej spreminjamo naše obnašanje na ta način, da povzročamo čim manj teh neželenih stvari, torej trpečih, bolečih izkušenj. In če to drži, da smo se že neštetokrat inkarnirali, in če pogledamo, kakšno je stanje na tem svetu, kakšne so razmere na tem svetu, vidimo, da se nič kaj dosti nismo naučili. Nekaj je torej narobe z tem delovanjem karmičnega zakona. In dejansko se je to tudi začel pred približno 30 leti spraševati gospod Bernard Pullman, ki mu je ta zadeva, to dejstvo močno smrdelo, se mu nekaj ni zdelo v redu in začel raziskovati. Posledica tega njegovega raziskovanja pa so presenetljiva, fantastična odkritja o tem, kako smo bila živa bitja zavajana, kako so nas določena bitja, ki so igrala vlogo bogov, izkoriščala in kar naprej inkarnirala z namenom, da bi namenoma ustvarjali tukaj na Zemlji konflikt. Ta namen tega konflikta pa je bil ustvarjanje določenih energij, ki so se generirale preko naših čustvenih reakcij, da so se te energije potem kanalizirale za napajanje teh duhovnih svetov. Torej, karma do zdaj ni kaj dosti delovala, oziroma je bila preusmerjena na ta način, da ljudje dejansko nismo potem čutili teh karmičnih posledic v zelo kratkem času ali v istem življenju, temveč so se te posledice kanalizirale ali v zelo kasnejše obdobje, tudi v druga kasnejša življenja ali v druge ljudi, tako da se nismo mogli zavedati teh svojih dejanj oziroma posledic svojih dejanj. Bili smo torej v stanju nezavedanja, zasanjenosti, zahipnotiziranosti. No, pred nekaj leti se je ta sistem karme spremenil, kajti posledica odkritja raziskovanja Bernarda Pullmana in drugih bitij, ki so mu pomagale pri tem, je, da so se
stvari v onostranstvu močno spremenile. Ta bitja, ki so igrala prej vlogo duhovne hierarhije, so spoznala to svojo škodljivost delovanja, tako da ta sistem nadzora in manipulacije in zaslepljevanja se je v onostranstvu sedaj odpravil. Sedaj pa moramo mi še na zemlji počistiti te ostanke tega sistema zavajanja in zaslepljevanja. Kaj so ti ostanki tega sistema slepil, ki se imenuje sistem ljubezni in bele svetlobe? To ga sestavlja naš oziroma umsko-zavestni sistem, ki nam proizvaja misli in čustva. Preko misli in čustev, preko teh energij smo bili do zdaj usmerjeni in držani v nezavedanju ter početju škodljivih, bolečih dejanj za sebe in za druga živa bitja. Sedaj pa poteka postopek prepoznavanja resnične narave umsko-zavestnega sistema in kako nam misli in čustva jemljejo življenjsko energijo iz fizičnega telesa. Zato ima sedaj vsak pred sabo nalogo, da prepoznava te misli, ki jih avtomatično proizvaja in da jih ne sledi več, temveč jih zaustavlja. Zato, da ne živimo v ločenosti temveč, da smo z zavedanjem tukaj v temu trenutku in posledično, da ravnamo odgovorno. Da ravnamo po principu tistega, kar je najboljše za vse, torej, da se izogibamo te sebičnosti, da gledamo samo, kaj je za nas dobro, oziroma da generiramo dobre občutke, temveč, da gledamo, kaj je tudi za druga živa bitja najboljše. Da krepimo pristno empatijo, uživanje v druga živa bitja, da se postavimo v kožo vseh živih bitij na tem svetu in da ugotovimo, kakšno je njihovo življenje in kako mi sovplivamo pri ustvarjanju njihovih izkušenj, ki so predvsem boleča, trpeče izkušnje, pomanjkanje, lakote, vojne in tako naprej. Karma se je torej končno začela izvajati tako, kot se zagre, tako kot je bila do zdaj mišljena oziroma kot se je do zdaj opisovala. Dimenzija časa se vse bolj krajša, umsko-zavestni sistem se vse bolj integrira v fizično telo. Vse krajši čas bo med nekim vzrokom in neko posledico. V primeru to pomeni, da v trenutku, ko bo imel nekdo neko misel ali čustveno reakcijo, se bo to takoj poznalo v obliki neke močne čustvene reakcije oziroma fizične bolečine na fizičnem telesu. Da bi se te stvari omilile, da ne bi se učili samo preko na osnovi bolečin, pa lahko že vsak preventivno dela na ustavljanju oziroma prepoznavanju določenih nerealnih, škodljivih misli, ki jih proizvaja, in tega se da zelo enostavno naučiti preko spletnega tečaja, ki se imenuje DIP Lite oziroma Destiny iProcess Lite. To je uvodni, brezplačni spletni tečaj, ker dobiš celo živega mentorja in tam se naučiš teh prvih trikov za katerimi nas je do zdaj zavajal. Povezavo do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Spoznajte torej delovanje karme, začnite z intenzivnim karmičnim očiščevanjem sebe in celotnega človeštva, da bomo lahko končno živeli na tem svetu v pravem raju na zemlji, torej v popolnem izobilju in sožitju z
vsemi živimi bitji. Hvala za posluh in nasvidenje.